En prisrčen pozdrav. Danes se vam javljam zato, ker pripravil sem se rahlo na intervju. Planet TV so me poklicali, bili so v Rimskih Toplicah, tam se je nekaj dogajalo, neko svinganje, nek video. In sem rekel, gledajte, pridite v Trbovlje, pa bomo kaj posneli. Jaz se nisem pripravil. Enih 15 minut sem malo iztočice pripravil o tem svinganju, ker namreč imam izkušnje iz svinganja, pa ne, ker bi jaz svingal, ampak nekateri svingarji so bili pri meni in vem, kako se jim je zalomilo, kaj vse lahko narobe gre pri tem svinganju. Zdaj jaz načeloma ne moraliziram. Zdaj to moralizirajo lahko drugi. Mogoče v tem kontekstu bi celo rekel, da upravičeno, oziroma tale slovenski pregovor, fuk brez muke utopija, fuk je luštno, muka pa pol pride, ta tukaj še posebej pride do izraza. Namreč tale seks je omamen, ampak na seks v teh delikatnih kontekstih, kakršno je svinganje, za seboj potegne kopico neke neprijetnosti, tako v očeh drugih, kot tudi v lastnih očeh, če ne že zavestnih, pa mogoče v nezavednih. Nezavedno ima tudi svoje oči. Potem je pa tukaj še sorodstvo. Bog ne daj, da kakšni otroci izvejo, da so njihovi starši nekoč bili ali pa so še svingerji. Imam en primer v knjigi Razočarane gospodinje pri seksologu. Je ta Elena, ki je umrla, naknadno spoznala, da so bili starši svingerji. Sta bila. In njuna pohota je bila tako nebrzdano pohotna, da je to zaznamovalo hčerko in ta dva starša je katapultiralo tudi v svingerstvo. Tako da svinganje je kar taka delikatna spolna praksa. Nekateri si jo privoščijo, rekel, tvegano je to, pa ne zato, ker se tam kakšne spolne bolezni prikradejo v to svingarijo, ker tam so vsi goli pa košta voli. Ta video, ki so mi ga pokazali na Planet TV-ju, to je profesionalno narejen, kar pomeni, da je nekdo vložil ogromno nekega denarca in koval profit, načrte, kako bo dobil zaslužek, kako bo prišel do profita v tej paradigmi, ki je ful lahko omamna, zadane, ampak tiste, ki nimajo moralne razsodnosti, ki imajo šibek nadjaz. Gre predvsem za moške, te so problematične, tiste ženske pridejo zraven tako, rekel, po ukazu ali pa libidinalnem apelu moškega. Redke katere ženske so tiste, ki terjajo tovrstne spolne prakse, se pravi, da so ful agresivne pri zahtevi, da se gre v svinganje. Zahtevajo pa svojega partnerja. To zahtevo naslavljajo na svojega partnerja. Večinoma so pa moški pobudniki. Zdaj tele Rimske Toplice, tle je 10 kilometrov stran od mene, jaz sem imel razočarano gospodinjo pri seksologu med korona krizo. Ful lep ambient, mislim, jaz sem bil navdušen, ta investitor, mislim, mene je deloval kot nek Rus. Okrog tega Rusa je bilo pa tam, ne bom rekel, veliko Ukrajink, veliko lepih bab je bilo tam okoli. Jaz sem tako malo zavohal neko kurbarijo, tudi neka prostitucija je bila v luftu, ne morem reči, da se to tam dogaja, ampak tam ni revnih, tam so samo bogati, nočenje je ne vem koliko, tudi 1000, 2000, 3000 evrov baje, ravno za ta dogodek svinganja. To je organizator bil nek tujec, menda. Rimske terme so jim dale objekt samo na voljo. Tako da zdaj bili so tujci, bili so Slovenci, menda pa samo petičneži. Se pravi, tisti, ki imajo veliko denarja, ki so svojo željo popolnoma že zdivjali, jo skrhali, da vsaka želja nima več statusa želje, in potem se dogodi to, kar se dogaja. Predvsem na zahodu. Tale Weinstein je imel te znamenite
orgije, tudi menda pedofilsko obarvane, kjer so bili velecenjeni gostje, menda tudi Trump, pa celo Bill Clinton, pa tako naprej. Berlusconi je imel bunga bunga, znamenite partije, kjer so mladoletne punce sodelovale, tam 16 let stare, predvsem tujke, dobro plačane, ampak to ne zgleda kot neki otroci, ne. Tale pedofilija je postala kazensko sankcionirana v zadnjih desetletjih, v mnogih državah, ne čisto vseh. 100, 200, 300 let nazaj pedofilije ni bilo in ženska, ki je bila zrela, je bila že tarča napadov moških, tudi kakšnih literatov, ala France Prešeren, Ivan Cankar, pa tako naprej, ker to ni bilo sankcionirano. Zdaj, to, kaj se je dogajalo v Rimskih Toplicah, vedo povedati okoliški prebivalci, ki imajo zdaj malo odpor do prihajanja v rimske terme, ki so, to je topla voda, jaz kot otrok sem tam veliko, tam sem se naučil plavati, v Rimskih Toplicah, ampak ta bazen je še spodaj. Zdaj so ti objekti, v katerih se je vse to dogajalo, so bile na hribu. Tiste glavne bazene za poleti imajo tam dol, mislim, da je ob Savinji, no. Tako da jaz poznam te kraje, okolišje, gravitiram menda celo to v občino Laško. In zdaj ta fovšija, če nastopi, fovšija, torej zavist, ko se motri ta dogodek, potem pride do moraliziranja. Jaz nisem tukaj zato, da bi moraliziral, tudi nisem bil zato nagovorjen strani Planet TV-ja, ampak da kaj teorije povem, ne. Moralizirajo stvar krščanstva, pa tudi etike, ali pa kakšnih teh bolj konzervativnih ideologij. Zavist je pa vselej tudi nezavedna. Tisti, ki to kritizirajo, imajo vselej tudi v nezavednem zavist v smislu, mi, običajni državljani, se potešimo seksualno, kot se potešimo, ti bogataši, ne, te pokvarjeni swingerji, pa to delajo tam na skrivaj, na teh veličastnih zabavah, kjer se cedi med in mleko, obračajo evrički, vsi so zadeti, pijani in verjamem, da tam res veliko omame, kokaina, ne vem kaj, ekstazija, kaj vse imajo. Lahko so pa tudi čisti. Morajo imeti pa veliko denarja. Pa če ti prideš na zabavo, tovrstno, s swinganjem, ne moreš priti z grdo babo, ne, mislim, sorry, da to rečem. Vi veste, da glih enih dobrih 25 let nazaj, ne, 20 let nazaj, 2005, se mi zdi, da je bil eden od teh politikov naših, ko je že bil, Aurelio Juri, SD, ni svoje žene tam menjal za druge srnce. Pač pa je imel neko priležnico, ki jo nima rad, ker če imaš ti žensko rad, je ne boš drugemu posojal, ne. To je ta patologija, da grejo pari oženjeni in posodi svojo ženo drugemu na seksualno uporabo, samo da sam pride do novega objekta želja, kot se reče, nove srnce. Ker vsaka od teh žensk se drugače obnaša, ko odreagira na to zloglasno zamašitev. Ženske se drugače oglašajo in pri seksualnih praksah zna moški precej uživati, če sliši te zadnje krike iz savane, bi se reklo, če se baba dere tam od užitka. In to je balzam za moško dušo, ker v nezavednem ima zametke, ko ga rajca, če ženski izpolnjuje željo, torej ne toliko, da ženska njemu izpolnjuje željo, ampak da on ženski izpolnjuje željo. In ko se ženska tem dere, pride do nekih asociacij, do nekega nezavednega vračanja spomina na neke dogodke oziroma fantazme, ki jih je kot otrok doživljal, ko je sumil, da mamica in očka nekaj počneta med seboj. In potem je ta fantazma
pa tudi vprašaj, le kaj je takšnega na očku, da ga ima mamica raje kot mene, le katero željo očka mamici izpolnjuje, da ga ima mama tako rada, in potem, ko se ženska v seksu dere, naše nezavedno dobi potrdilo, da končno sem materi izpolnil tisto željo, ki jo je očka izpolnjeval mamici, ker ga je imela raje kot mene, saj sta onadva ponoči spala, ne pa jaz s sinko svojo mamico. Seveda ne vpije mama, ampak vpije ženska kot simbolna naslednica matere. Torej, jaz sem rekel, da pobudniki so moški, in to ne moški z močnim nadjazom, se pravi moralno razsodnostjo, ampak tako rekoč pokvarjeni moški. Pokvarjeni v smislu, da njihov nadjaz, moralna razsodnost, ni močen. Se pravi, šibki oče, pa tudi ta odnos z mamo je bolj tako, ne, se pravi, če imaš ti mamo rad, je ne boš ti drugemu posodil za to, da sam prideš do neke nove ženske. Ti swingerji imajo neko specifiko v percepciji že svojih staršev, potem pa tudi svojih partnerjev, pa drugih objektov želje, drugih žensk, če govorim za moške. Ženske so večinoma tiste, ki pristanejo na prigovarjanje, v ozadju je pa še neka sugestibilnost. Se pravi, zelo sugestibilne ženske, poznam eno prav sugestibilno, v tej knjigi Razočarana gospodinja pri seksologu je opisana. Ful sugestibilna, jaz sem imel kar v nekaj hipnozah, in ta je pristala, da sta z ljubimcem šla swingat, ne. In je bilo kako že fajn. Gospa, fajn vam je bilo zato, ker je ta njen prijatelj, ljubimec, libidinalni terapevt za dušo in telo, njej opravil možgane in vsilil, češ, koliko je to fajn. Ker je bil sam nagnjen k tem perverzijam in to žensko je vedno prisilil, da je pa vedno pristala na te seksualne prakse, ker je bila sugestibilna. Načeloma ženske niso pobudnice swinganja, razen če so bile na prijeten način spolno zlorabljene. Torej na prijeten, da je bilo v tisti spolni zlorabi, ki so jo kot deklice doživljale, na nek način luštno. Ampak luštno na fiziološki način, lahko tudi na psihološki. V ozadju se lahko tega swinga tudi prezgodnji porniči, se pravi gledanje pornografije, mogoče vroče linije, telefonske, tudi to imam. So se ženske spovedale, kako so vročo linijo klicarile. Ali pa opazovanje seksa staršev ali pa koga drugega. Skratka, nekaj infantilnega iz registra seksualnosti se je moralo dogajati recimo ženskam, ki imajo afiniteto do swinganja. Pa še nek problem z očetom mora biti v ozadju, ker ženska se ne bo kar tako nastavila nekemu moškemu, če nima simbolnega zastopstva, torej, če nima ravno očeta, mogoče ima simbolno zastopstvo nekega moškega lika, ki ga je kot deklica bila deležna z neko afiniteto. Lahko je tukaj še kakšna mama v ozadju, v nekem patološkem smislu, da žensko samo vleče v to swinganje. Zdaj, tem swingerjem bi se dalo reči, da so eni rahli ali pa kar veliki psihopati. Psihopatija je načeloma povezana z močjo nadjaza, se pravi tisti, ki jih vest ne peče pri swinganju, ki imajo še neke otroke, neke žene, imajo fundament spodletelo zastavljen v moralnem razsojanju, da pristajajo na nekaj, kar nekako ni prav, ne, nekako ni prav. Tale neka zvestost pa ekskluzivno imeti spolni odnos z enim istim objektom želje, z isto ženo, z istim moškim, to je stvar primarne družine. In če primarna družina normalna, moškega ne bo, niti še najmanj pa žensko, vleklo v to vrstno seksualno izmenjavo svojega objekta želje, svoje ženske, svoje žene, ki jo imaš rad, ali pa žena, če odstopi svojega moža neki drugi ženski. Seveda ženska pričakuje, da bo ta na drugi strani, da bo dobro zamašil, ne.
ena pomemben detajl v svingerskih praksah je dolžina moškega penisa. Zdaj, vulgarno rečeno, moški s kratkimi kurci nimaš kaj tam početi v svingariji, ker tam si pa upajo priti moški, ki so kar obdarjeni, ne, in ženske tam pa kar, bi rekel, se znajo razigrati zaradi te zamašitve, pa če ni glih nadjazda, pa če je neka omama, se ful ženske lahko tam razigrajo. Seveda mora biti konkurenčna v tej lepoti, tako da v svingerskih praksah so kar lepe ženske, tako pravijo. Pa blestijo oziroma se gomilijo tam moški z kar primerno obdarjenimi svojimi mašinami tam mednožnimi. Tako da veliko teh zakonitosti na tem Planet TV-ju, zdaj tole vidim že 15 minut govorim, nisem mogel vsega povedati. Želel bi več povedati, tukaj sem si neki skicirnico naredil, ki jo nisem uspel tam niti pogledati, oziroma tam je bilo kar bolj tako na hitrico nekaj izrečenega, pa ko sem videl prispevek, saj prispevek je bil v redu, ne, samo mene ni bilo 10 minut, če bi cel prispevek je bil, ne vem, 5 minut dolg. Jaz sem bil tam 10 sekund, 20. Treba je še povedati, da svingerske prakse ne potekajo s temi iskrenimi čustvi. Zdaj, čustvi. Ljubezni tam ni, ne. Tam je ena sama pohota. In pohota je tudi čustvo, samo čustvo ljubezni ima druge fundamente, na drugih miselnih odtisih iz otroštva se gradi tako imenovana ljubezen, o kateri Freud sploh ni to govoril, pa še pod narekovaje jo je dejal, tako imenovana ljubezen. Govoril je o zaljubljanju, ne, tam ni nič zaljubljanja. No, okej, nekdo misli, da je zaljubljen, ker je zadet od adrenalinskega seksa. Tudi ženske, ki so spodobno zamašene, mislijo, da se zaljubljajo. Pa se jim tudi to zgodi, ker imam primer, ko sta mož in žena šla na svinganje in se žena zaljubila v partnerja. Tega ene ni, iz tega moža je prenašala, pa so pa tam zasvingali in se v tistega tipa tam malo zaljubila, ne. Prav tako, bila je zadeta od dobrega seksa, pa neka čustva je razvila. Sicer pa v svingariji ni prostora za iskrena čustva, ampak je tam na delu pohota, ne. Ena sama pohota, ki ima pa fundament iz tega kastracijskega obdobja, iz katerega sicer se napaja spolna sla, ta pohota. Ni pa to dolgotrajno čustvo, ker to pohota se ne navezuje na starše, se pravi, deklica nima pohote razvite samo na očeta, deček pa samo na mamo, ampak se tam pri deklici lahko mota po glavi moški spolni organ, se pravi penis, ki ga ima ne samo oče, ampak še kdo drug. Tam so liki, ki deklico fascinirajo, tudi sosedovi dečki, tudi kakšen dedek, stric, prijatelji družinski, in deklica je lahko zadeta skozi pohoto z drugimi objekti želje in strogo teoretsko, zdaj, če se citiram z moje predstave, si ženska ne želi moškega kar tako, ampak epicenter ženske želje je penis, ne. Za tene klobase mora ženska celega prasca vzeti. In ta klobasa je fajn, če je malo večja. Boljše, da je večja kot manjša, ne. In tam na svingerski sceni tam moških z majhnimi kurci ni. Razen če bi bili tam neki sužnji pa neke domine, ko tiste domine potem bičajo te sužnje, ki jim kurc tudi ostati ne sme. Če sem spet malo vulgaren. Veliko je tega, ne, kar se da povedati, torej tudi, da so v ozadju simbolni procesi. Ženske se lahko zaljubljajo v nekega naključnega moškega, ki jo dobro zamaši, tudi zato, ker ta moški mogoče
pridobi simbolno zastopstvo, to ni retorična fraza, simbolno zastopstvo kakšnega družinskega prijatelja, ki občasno prihaja v družino, in ko je bila ona deklica in ona je imela zelo rada, ga je vzljubila. Imela rada očeta, potem pa še pride kak družinski prijatelj, sosedje in se imajo ful fajn in deklico lahko fascinira vlogo tega soseda, ko pride k njim na obisk. In ta sosed se simbolno lahko oživi ravno v swingerskih praksah. Zato, ker je fundament iz otroštva pri določenih ženskah tak, da to tam imajo. In potem so ful lahko zadete s temi naključnimi swingerji, moškimi in ko enkrat pride do zadetka v glavo, ko pride heroin v žilo, se reče, ne, na odu tako rečem, potem nastane pa jeba, ne, mislim, čista jeba. To načelo fuk brez muk je utopija, pride do izraza, ne, kako se pol zgodi muka, ko se čustva vključijo. Ko recimo ženska ne more pozabiti, kako je prišel tip z enim res markantnim organom, ki je bila enkrat spodobno zamašena, se je mešalo od užitka. Mož pa s tistim čevapčičem opleta na en in isti način in potem se začnejo dogajati čustva strasti, pa tudi ljubezni mogoče, oziroma, bom rekel, zaljubljenosti na prvo žogo. In potem se začnejo pa pizdarje, ne, po čustvih, pa tudi v odnosu. Torej, poznam odnose, ki so razpadli zaradi svinganja. In tudi ženska je meni rekla, svinganje je bila največja napaka v najinem odnosu, ker se meni strgal. Njemu ne, možu meni pa. In mož je to opazil, ne, in on je bil pa pobudnik. In pa mu je bilo žal, da je bil pobudnik. Se pravi, tle so te neke zakonitosti, normalen moški, jaz ne moraliziram, moralizirate drugi, ampak normalen moški si ne želi svingati. Niti ne želi, da bi sam tam, rekel, v gruči moških izmenjaval in prihajal do žensk, kaj šele, da to žensko posoja. Zdaj, moški smo imeli radi kot otroci tudi sosedove deklice, pa varuške, pa tako naprej. In ravno ti oživljeni, simbolno oživljeni ženski liki se lahko aktivirajo v nezavednem, na simbolni ravni, ravno v swingerskem tem početju. Zdaj to, jaz nisem za to, da se zgražam, čeprav je tukaj neka etika v ozadju, po načelu krščanskem, recimo, ne vem, Kanta klical na pomoč. Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi.